Posebnost letošnjega koncerta je ponovitev nekaterih prizorov lanske 40-letnice, ki jo je Kres praznoval. Ime oziroma naslov te prireditve je bil Novomeške razglednice in delčki tega bodo predstavljeni tudi letos. Videli bomo romarski vrtec z romanjem na Trško goro, turška obleganja ter priljubljena plesa 20. stoletja, Charleston in Foxtrot. Ponovitev celotnega projekta je prevelik časovni in finančni vložek potrebno dodati. Lansko leto je bilo res nekaj zelo posebnega, ampak obljubim, in vem, da bo fajn tudi letos, čeprav bo nekoliko manj stvari pokazanih kot lansko leto. Tako, zdaj pa se vrnimo na Trško goro. Ljubi bratje in sestre, sem, kaj smo priromali, sem, kaj na Trško goro, da počastimo našo prečisto devico Marijo. Prosim vas, bratje moji, ozirajte se na kri, katera je bila za nas prelita, saj zaradi nje bomo vsi skupaj živeli večno v Božjem kraljestvu in v to vam vsem skupaj iz srca želim. Preblažena devica Marija, k tebi se obrnem in te prosim pohlevno. Blagoslovi mene in vse moje poslušalce. Daj nam Božjo milost, da bomo vsi skupaj tukaj, na tej zemlji, pohlevno živeli, enkrat pa za vselej se v Božjem kraljestvu s teboj veselili. Amen. Amen. Zdravo, Marija.
Lana, ti veš, kaj je bilo tole? Ne, Nič ne veš. ne, Jaz pa vem. A te kaj zanima, kaj je bilo? ja, seveda. Veš, tole je bil romarski vrtec. Aha, Ja, včasih so šli romarji na Trško goro. A si že bila na Trški gori? ne, nisem. Mami, jutri na Trško goro. Ja, kar povej. Ja, romarji so bili, pa so prišli iz Bele krajine, pa iz Štajerske, pa iz Dolenjske, pa še kakšen tam čez mejo je prišel. Ampak ti pa ne greš na Trško goro, ne? Ne, ne grem. A boš ti zdaj kaj zaplesala? Bom. Sama? Ne, z mojo skupino. Kakšno skupino? Mi smo skupina otroške folklorne skupine Novo mesto. Ja, bravo, kako ti to dobro poveš. O čem pa boste peli, plesali, se igrali? Naslov naše predstave je Mišja ukana. Miške boste? Ne, bomo pa peli in plesali. Kot miške? Seveda. Potem pa greva midve dol, pa počakajva na miške. Pridi. Iz mišnice, zela je pšenica, pšeničnice, mišenica pod goro, vodaj goro zeleno. Loviš, slepa miš, ti loviš, koga zgrabiš, ta lovi. Slepa miš, ti loviš, koga zgrabiš, ta lovi. Slepa miš. Zdaj boš pa ti slepa miš. Pridi, kolenka. Slepa miš, ti loviš, koga zgrabiš, ta lovi. Slepa miš, ti loviš. Zdaj boš pa ti slepa miš, ko nam nočeš povedati. Slepa miš, ti loviš, koga zgrabiš, ta lovi. Slepa miš, ti loviš, koga zgrabiš, ta lovi. Jaz se ne grem več, jaz grem domov. Pol sem pa komaj spal, ampak sem se prav kmalu zbudil. Se mi je zdelo, da spet klešem nohove. Sem že mislil, da je stara mama spet bezala. Pol sem pa dobro razbuti, pa sem zgledal. A stara mama ne ve. Ne, manj sem vedel. Kapčina, je tam. V kletko sem jo dal, bi jo rad videli. Prišel je Izak iz Izvice, vzel je miško iz mišnice. Izak miško mišenico pod goro, pod to goro zeleno. Ja, sej, to ti imaš velika. Ma tako ušesa, kad se sega runo, pa zube ima take kukarate v pletu. Pa oči ima take kukar, da bi te sam rad pogledal. Ampak se strah, ha? Ampak jaz sem jo dobro navadil. Se glas vsem takrat, ko jaščem. Bi rad slišal? Ja. Tu je moja harmonika, kje si pa dobil? Saj ni važen, ti na mene zaigraj.
No, pa so ugotovili, kaj je miška. Zdaj sem se hotela, tako kot sem eno malo deklico pripeljati, še kresove tamburaše, pa kresove pevce, pa so rekli, da ne znajo govoriti. Znajo pa dobro peti, pa znajo dobro igrati. Vsi v eno vižo, kar ni čist enostavno. Zdajle se bodo predstavili kresovi tamburaši, pevci in njihova pevska skupina Tercet Lila.
Kako je bilo fajn. Tile mali, ne bodo še enkrat zaplesali, iščejo mamice, očke, dedke, babice. Zdaj pa prosim pomahajte, ker bi radi šli k vam sedeti. Tako. Mahajte, mahajte. Mami, ati. Iz takih majhnih zraste veliko. Kresovo mladinsko skupino sestavljajo mladi plesalci, ki so komajda prišli iz take otroške skupine. Prvi pravi plesni koraki, prvi plesi v paru in prve ljubezni. Njihova mentorica Andreja sicer zatrjuje, da ni videti kakšnih zaljubljenih parov, prepoznava pa simptome bolezni imenovana ljubezen.
zmedenost, občasna preplašenost, sramežljivost in pozabljivost. Kar naenkrat ne vejo, kaj je leva, pa kaj je desna noga. Ampak predstavili se nam bodo vseeno. Z odrsko postavitvijo Zali vrtec bom kopala. Bom nasjala, rožna
je mentorica prišepnila, da so šele drugič nastopali. Tako da to je bilo zelo dobro, čeprav je bilo mentorico strah. Novo mesto je bilo v srednjem veku bolj ali manj oblegano, bilo pa je, kri je tekla, vasi so gorele, jok, stok, nesreča, žalost in groza. Turki so prišli. In na to Laudon, pogumni bojevnik, ki je poskrbel, da je turška nesreča za vse večne čase odšla z naših krajev. V časopisu za šolsko mladost Vedež so leta 1850 takole predstavili Laudona. V izbi medel, v boju kot goreč ogenj, v izbi tih in plašen, v bojni vrsti kot grom in blisk, gorje njemu nepokornemu ali boječemu vojaku, tresel se je, ko ga je Laudon pogledal. Ni čudno, da so v njem nastale številne ljudske pesmi. Oj, stojaj, stojaj, beli grad, za gradom teče rdeča kri, za gradom teče rdeča kri, da bi gnala mlinske kamne tri. Tam Laudon vojvoda stoji, krvavi meč v rokah drži, on hoče greti beli grad in turško vojsko dokončat. Ošaben Turk se mu smeji in Laudonu to govori. Si prišel mene ti čestit, a prišel si zajce lovit. Ne pridem jaz zajce lovit, a prišel sem tebe čestit. Svečanik uglam te štropil in s črnim pulfram bom kadil. Cesarske puške pokajo, se duše gospe jogajo. Cesarski bombe vičejo, se Turki z grada vlečejo. Glej, tok mogoče Laudon je premagal vse sovražnike in dokler beli grad stoji, naj slavo Laudonu slavi. In dokler beli grad stoji. Turki so odšli, Novo mesto je zadihalo. Kljub številnim krizam, nevšečnostim, nesrečam se je znal slovenski kmet vendarle poveseliti, zavriskati, zapeti. Življenje je teklo dalje, časi so se menjavali in spreminjali, edina stalnica je bila ljubezen. Od rane mladosti do zrele starosti, od fantovskih podoknic do starih mož z ženo v koš. Kako je to izgledalo, bodo pokazali plesalci vodilne in veteranske skupine. Fantje po polkreno žvižgajo in bojo, jaz pa piščalko imam, žvižgat ne znam. Včasih je lušno bilo, zdaj pa ni več tako. Včasih smo vince pili, zdaj pa vodo. Včasih me
Novo mesto je mesto kot tako že od leta 1365, torej od takrat naprej tudi uradno, kljub majhnosti in obdanosti s podeželjem. Na prelomu prejšnjega stoletja je v mesto prišel tuji vpliv. Tudi plesi so bili tuji, drugačni, nenavadni, dekleta s kratkimi krili, resicami, fantje z gizdavimi kapicami, metuljčki in nobel čeveljčki. Prišla sta Charleston in Foxtrot.
Novomeškem narodnem domu, ki je bil prvi na Slovenskem sploh, je v začetku bila tudi čitalnica. To ni bil le prostor branja, čitanja. To je bil prostor, kjer se je gojila slovenska beseda, spodbujalo slovenstvo, krepilo zavest, kaj je naše, slovensko, kdo smo Slovenci in odkot prihajamo. Biti Slovenec ni bilo enostavno, prav zato pa so takratni veljaki veliko peli in igrali, seveda tudi ljudske pesmi. Na Dolenjskem je bilo takrat še zelo priljubljeno glasbilo tamburica. In kot kaže, je tako še danes, vsaj pri Kresu. Now
Spet smo pri Turkih, pravzaprav v skokih. To so bili begunci pred Turki, ki so se naselili na območju današnje južne meje. Največ jih je bilo v dolini reke Kolpe. S sabo iz Srbije, Bosne in drugih krajev so prinesli svoje plese, pesmi, običaje in moč ter zavest, da se je potrebno ubraniti Turkov. To jim je tudi precej dobro uspevalo. V skoško dediščino na Slovenskem bodo predstavili Kresovi mlajši veterani. Videli bomo preplet sodobnega in starega, novejših oblek z navdihom starinskega. Kako so nekoč mladi izbirali pare, se ogledovali, zaljubljali, starejši pa vse to nadzirali, bomo videli v kolanju.
Ne le v skoki, tudi vsi drugi so plesali. Tole so bili Dolenjci, ki so sketno prikazali zbirko dolenjskih plesov. Folklora in ukvarjanje z njo človeka povsem prevzame. Tako zelo, da je pripravljen za dober nastop vaditi številne popoldneve, vikende, delati med počitnicami in prazniki. Tako zelo, da si zaželi tekmovanja, da dokaže, kako dober je. Prav zato so lansko leto v Ljubljani pripravili že 3. vseslovensko tekmovanje parov v ljudskih plesih. Tudi Kres je imel letos zelo uspešen par, zasedel je 3. mesto. Klara in Goran se boste spraševala, bolj Klara kot Goran, kje je njen ljubi. Ob tercetu Lila boste nocoj pokazala njun soloples. Svedela, kje je moj ljubi, pa bi mu kupila sama za svoje. Najbolj čoča me to, da bi se spametval, ko bi ga nosil fantični moj. Svedela, kje je moj ljubi, pa bi mu kupila sama za svoje. Prinčico zlato, kapco kosmato, da bi jo nosil fantični moj. Ja, saj si zaslužijo aplavz, še kakšnega boste dali, upam. Takole, zaključek prihaja. Preden čisto rečemo adijo, bi prosila gospoda podžupana Boštjana Groblarja, da prevzame mikrofon, pove nekaj besed, kako je bilo danes, kaj uživali, kaj novega spoznali, zagotovo. Hvala lepa za besedo. Moram reči, da redko kdaj doživimo, da je na odru toliko veselih ljudi, 120, kot je danes. Še redkeje je na odru tak medgeneracijski asortiman, da vidimo od najmlajših do nekaterih zrelejših in osivelih že, ne?
Morda smo v tej dvorani že vajeni videti veliko novomeških talentov, ki znajo plesati, peti, igrati, muzicirati. Vendar, da to počnejo na tako raznolike načine, v solo izvedbah, v duetih, v tercetih, dvoglasno, troglasno, večglasno. Na začetku so nam zapeli celo 3 pesmi hkrati, da nismo vedeli, katero bi poslušali. To je pa res nekaj neverjetnega, kar samo priča o tem, kako bogata kulturna dediščina je doma v Novem mestu in seveda folklorno društvo Kres je tisto, ki nas stalno spominja na te navade in vse tisto, kar je bilo razvito iz njih, sodobni plesi, sodobne glasbene skupine, sodobno petje, seveda ima korenine tu. Danes smo videli, odkje to izvira. Upam, da se tradicija žena, ki slabo kuhajo, ne ohranja več v Novem mestu, ker tale gospa ni najbolje končala. Seveda bi se vam zahvalil za ta doprinos, ki ga prispevate Novemu mestu. Bi pa še nekaj upozoril. Verjetno ste tudi sami zaznali, koliko energije, koliko ene želje, predvsem pa začutite bilo, da nastopajoči uživajo. Veliko pogledov v oči, veliko neke neverbalne komunikacije in žara je bilo prisotnega danes tu in vesel bom, če se nas bo navzel, če bomo vse to prinesli danes domov, stestirali doma, pa mogoče prinesli tudi na ulico Novega mesta, ker veste, tudi tako je lahko mesto lepše. Hvala lepa Kresovcem in uspešno še naprej. Hvala. Sama lahko potrdim, da drži rek enkrat Kresovec, vedno Kresovec. 5, 10, 15, 30, 40 let. Ja, toliko let. Javni sklad za kulturne dejavnosti za zvestobo folklori podeljuje Maroltove značke. Letos jih bomo takole omenili, podelili kasneje in se kasneje tudi polupčkali brez vas. Za 5 let sodelovanja pri društvu jih dobijo Lara Bukovec, Miha Hotevec, Žiga Kovačič, Franci Prme, Davorin Štravs in Tija Vovko. Deset let so ustvarjajo program Kresa, Ana Bele, Pija Butara, Jerica Črepinšek in Tina Perhaj. Zlato značko pa si za 15 let dela zaslužita Matej Kulovec in Ana Zec. Folklorno društvo Kres se res lahko pohvali številnim članstvom. Danes jih je nastopilo približno 120, še kar nekaj jih je doma, pa pridejo na vaje občasno ali pa imajo druge obveznosti. Poleg tega pa so lansko leto pridobili status društva v javnem interesu. To ni kar tako, to je poseben status, ki ga društvu podeli ministrstvo, če presodi, da njegovo delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Folklorno društvo Kres ga je pridobilo, ker ima pomembne dosežke v folklori, aktivno deluje na lokalni, državni in mednarodni ravni, prispeva k ohranjanju in razvoju slovenske kulturne dediščine in identitete slovenskega naroda ter izpolnjuje še druge pogoje v skladu z zakoni, ki to urejajo. Prav gotovo si ga zaslužijo. Pa aplavz tudi. In kdo so tisti, ki so pripomogli k pridobitvi tega pomembnega naslova? Poleg številnih plesalcev, pevcev, godcev, tudi vodje posameznih skupin. To so Petra Nograšek in Leja Burger, ki vodita otroško skupino. Prosim. Rožice podeljuje Gregor Blažič, predsednik društva.
Ja? Plesalce mladinske skupine navdušuje Andreja Marjanovič. Z mlajšimi veterani poje in dirigira Erika Blažič. Tale poljub je povsem legalen. Ne? Nina Šalomon se odlično znajde pri pevskem delu. Nina? S tamburaši, veterani in odraslo vodilno skupino pa dela Branka Moškon. Jaz mislim, da bodo morali na Javnem skladu za kulturne dejavnosti v Ljubljani poiskati še kakšno nadgradnjo zlatih, srebrnih in ne vem kakšnih še značk, ker je Branka kresovka po duši, srcu in ne vem še čim že 41 let. Tako, današnji večer čisto zares zaključujemo. Zahvaljujemo se inštrumentalni zasedbi Mestne godbe Novo mesto, sponzorjem in vam, gledalcu, za obisk. Imejte še naprej lep večer in bodite skrajno fajn. Nasvidenje. Še eno rožico imam. Hvala.